Ampak vsekakor spodbujam, da bi se še kdo odločil za tak projekt oziroma za tako pot. Ker se mi zdi, da v današnjem času je grajenega čisto preveč, da gradimo čisto preveč oziroma da čedalje bolj poseljujemo našo zemljo. Medtem ko stavbne mase je pa še zelo veliko in vsem tistim, ki imajo tako hišo, bi rekla najprej iščite informacije. Pozdravljeni v podcastu Prenovimo pogled na bivanje. Moja današnja gostja je arhitektka Ana Jerina. Ana, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Rdeča nit v naših pogovorih je bivanje in so naše stare hiše, ki so potrebne prenove. V času podnebnih sprememb, razpršene pozidave in izgube prostorske identitete postaja prenova obstoječih hiš ena ključnih tem prihodnosti bivanja. Ana Jerina, si arhitektka iz biroja Arhein Arhitekti v Metliki. Z vprašanjem prenove si se srečala zelo osebno. Nepričakovano si podedovala tipsko hišo iz poznih 60-ih let, v njej živela več let in se nato odločila za celovito prenovo. Hiša Rozi, tako si jo poimenovala v svojih blogih, danes ni le arhitekturni projekt, ampak tudi zgodba na Instagramu, kjer pišeš o dvomu, o vztrajanju, o odločitvi proti toku, ter je hkrati tudi primer, kako je mogoče staro hišo posodobiti brez posiljene modernizacije. Začnimo pogovor z osebno izkušnjo. Kako si prišla do te hiše in kako si v njej živela? Ja, torej res je. Ta hiša v bistvu je bila hiša moje stare mame, ki je bilo ime Rozi, po tej se tudi imenuje hiša Rozi. In to je v bistvu moja rojstna hiša. V tej hiši sem bila jaz rojena, oziroma pač smo z mojo družino primarno živeli tukaj, v zgornjem nadstropju. Zraven je živela še moja teta s svojo družino, spodaj sta živela pa ata in mama. To so v bistvu moji prvi spomini na to hišo. Vedno je bilo veliko glasov v tej hiši, veliko otrok, tako hiša je bila zelo polna. Konec v bistvu leta 2010 je v bistvu v hiši ostala samo mama, ki je potem kasneje pač umrla in hiša ostala prazna. In potem smo se pač, je nekaj časa bila prazna in smo se pogovarjali s teto in z bratranci, kako in kaj in kdo bo zdaj kaj s to hišo. V bistvu nobenemu ni blazno dišala, da tako malo pavšalno povem. Ampak ja, v bistvu v tistem času sva bila z mojim takrat še fantom, zdaj možem, na pragu tega, da si ustvarjava eno skupno življenje. In ta hiša je bila na nek način neka najina priložnost, kamor sva se lahko v bistvu takoj vselila. Tako da leta 2015, oziroma še kakšno leto prej, sva se vselila tja, tam notri je bilo že vse, od skodelic do krožnikov, do brisač, skratka idealno za prvo stanovanje. In v tej hiši sva, preden sva se pač tekom tega procesa odločanja, kaj bova z njo naredila, sva živela 7 let, preden je padla odločitev, da bomo to hišo prenovili. Kaj pa je bil ključni trenutek, da sta se odločila, da bosta v njej ostala, jo prenovila in v njej zaživela? Mislim, da je bilo ključnih trenutkov več, oziroma razlogov je bilo več. Tako vsak si deli nek svoj procent v najini odločitvi, tako bom rekla. Prvi je bil zagotovo finančni, ker na nek način sva tekom življenja v njej ugotovila, da tudi če je nekako minimalno prilagodiva tloris, tipski tloris te hiše, da še vseeno bo lahko odgovarjala nama oziroma najini družini. To mogoče je bil en izmed teh bolj matematičnih razlogov. Drug je bil pa preprosto izziv ali pa mogoče bi rekla celo malo radovednost ali pa tako malo navdušenje nad tem, da bi se lotila nekaj česa tacga, kar nisva nikjer še zaznala, da bi se kdo to lotil na ta način. Seveda so mnenja drugih, ko jim delimo svoje želje potem, da bomo nekaj naredili s hišo, jo prenovili, na novo načrtovali, različna. Kakšna so bila v vajinem primeru? Ja, slišala sem mnogo komentarjev različnih. Večino se je nanašalo na to,
joj, pa kaj pa boste s to hišo, pa ta hiša je pač stara, pa to se ne splača obnavljati, to se sploh ne splača, ta je, bomo rekli, bil najbolj pogost. Potem veliko je bilo tudi takih, ki so rekli, pa ta hiša pa vlaga, kako se boste pa z vlago borila, a pa se vama res splača to prenavljati, ne bi za to rajš porušila, pa boste imeli vsaj nove zidove. Tako, veliko teh mnenj je bilo, no. Pa ne bom rekla, da v bistvu, da so vsa napačna, oziroma sigurno je delček resnice v tem, ampak verjetno moraš imeti en tak poseben entuziazem za to, pa mogoče moraš biti malo radoveden ali pa malo zanalašč iti proti toku pa reči, ok, mogoče se pa tudi s to hišo da kaj narediti. Mogoče pa ni pač tako izgubljen primer, ne. Še veliko jih je po naši Sloveniji, tako da v vsakem primeru nekoč bomo mogli nekaj narediti z njih, ne. Tako da s tem se je tudi v bistvu moj mož strinjal, ki sicer po izobrazbi ni arhitekt, ne, ampak mi kar parira oziroma je kar dovzeten za moje ideje. Tako da sva se potem odločila, da vsem poskusva oziroma da ugotavljava, da bo še vseeno naju prenova oziroma da bova znotraj teh sten lahko organizirala tako življenje, kot hočeva. Kljub kompromisom, kljub vsem tistim sladkim presenečenjem, ki jih znotraj zidov najdeš. Ta hiša je nastala pred letom 1968. Mi poveš njeno zgodovino, kako je bila zgrajena? Tako, skratka, to hišo sta zgradila v bistvu moj star ata in moja stara mama. In ona dva v bistvu sta bila preprosta kmečka človeka, tako s končanimi osnovnimi šolami, skratka, nista imela neke vpogleda v to, kaj paše v ta prostor ali pa kako sploh bi moglo potekati načrtovanje nove hiše. Ona dva sta bila po moje preprosto strašno ponosna, da sta uspela našparati tisti denar, da sta si kupila tipski projekt, tipski načrt in da sta začela graditi hišo. Tako da hiša je dobila gradbeno dovoljenje 15. januarja 1968. In v bistvu bom še mogoče kasneje kaj povedala o tem, kaj to pomeni, da je ta datum, in začeli so jo graditi v bistvu čisto udarniško, to pomeni, da je moj ata začel sam razbijati skalo, prišel je geodet in je rekel, tukaj bo stala, tako zelo, kot bi gledal en film, ampak dejansko je bilo tako, no, po pripovedovanju moje mame in tete. Tako da hišo so potem počasi začeli graditi in od leta 1973 so se potem poselili, ampak v zelo surovo še, mislim, da so si sem 2 prostora najprej opremili, pa vsako leto še en prostor, tako zelo tistemu času primerno, bi rekla, verjetno. Ti si se pa sedaj lotila prenove po novi zakonodaji, po obstoječi zakonodaji, po obstoječih prostorskih načrtih in določilih, ki določajo naš prostor. Na kaj vse si naletela? Lahko bi rekla, na kaj vse nisem. Mislim, da skoraj na vse. Skratka, mogoče, da še to povem, naša hiša ima sicer gradbeno dovoljenje, in sicer ima gradbeno dovoljenje kot nadomestna gradnja neke stare kočice oziroma kaščice, ki je stala v ozadju te hiše. No, tista kašča še vedno stoji, tako da je niso nikoli porušili. Prvič to. Drugič, hiša ni bila postavljena na svoji lokaciji, na kateri je bila pač narisana na situacijski skici iz tistega časa, ker pač je sploh ni bilo možno zgraditi na tisti lokaciji. Ta hiša dejansko tam, kjer naj bi bila, kjer je bila predvidena njena lokacija, stoji živa skala in je bilo s tisto tehnologijo tedanjega časa nemogoče razbiti, tako da so hišo enostavno postavili zraven, tam, kjer se je najbolj dal. Kar seveda prinese s sabo težavo, da je hiša stala čisto preblizu meje, da je s svojimi balkoni napuščam posegala na javno dobro. Potem, skratka, bili so problemi potem odmiki, poleg tega je bila pa itak tipski projekt, to pomeni, da je bila kockasta, visoka v 3 nadstropja in vsekakor pač ni bila primerna za to lokacijo, ampak takrat se pač to ni nihče nič spraševal. Kar sem hotela povedati s tem je, da je bilo veliko enih malih problemov, ki smo jih mogli znotraj dokumentacije odpraviti oziroma utemeljiti oziroma na nek način prositi za dovoljenje hiše v taki obliki, ki je. In to ne morem reči, da ni bilo mukotrpno delo.
Na tej hiši sem se kot sama, kot profesionalno in nasploh kot človek tako veliko naučila, da se mi zdi, da se še na nobeni hiši do zdaj tako veliko nisem. Skratka. V bistvu sta se borila za njen obstoj, ker V bistvu. bi bilo očitno lažje jo porušiti. Definitivno bi jo bilo lažje porušiti in definitivno sicer je res, da ta hiša stoji na območju, ki je ožje vplivno območje arheološkega najdišča, pomembnega, tako da potem bi imeli še drugačne probleme, verjetno. Mogoče je tudi to bil en mini kameček v mozaiku, zakaj so se odločila prenavljati namesto graditi na novo. Ampak ja, vsekakor je bilo veliko dela z dokumentacijo. Tako da preko teh odločitev, kako sploh postopati z javnim dobrim, in smo se stankovali z gospemi z občino, na občini, kaj ćemo zdaj narediti, kako ćemo zdaj to zapeljati, ali ćemo dati stavbno pravico ali ne, ali kaj ćemo narediti, ne. Tako da v bistvu smo potem z možem tako radikalno odločitev sprejela in so v bistvu te balkone smo porezali stran, pa na pušč smo skrajšali, pa potem smo se dogovorili z občino tako, da gre meja majčkeno stran od hiše, tako da zdaj je hiša pač posledično bila na naši parceli, tako da smo imeli kar ene take kolobocije geodetske in birokratske in da smo pač hišo nekako nasilno se grdo sliši, ampak spravili v našo parcelo, tako da ni več posegala na javno dobro. Ker smo si izrekla z možem, v vsakem primeru je hiša nelegalna, ker ne stoji na pravi lokaciji, tako da zdaj jo bomo pač naredili še malo bolj nelegalno, da jo bomo pa lahko legalizirali, tako. Veliko je teh birokratskih zapletov. Navzven je bila ena od ključnih odločitev spremembe slemena strehe. Poleg tega, da ste odstranili balkone, ji porezali na pušč. Zakaj pa je bil ta poseg tako pomemben in kaj je spremenil v dojemanju hiše? Ja, to je bilo v bistvu ena stvar, za katero sem kar nekaj časa razmišljala, ali ćemo dejansko to izvesti ali ne. Skratka, nekako sem sama advokat za to, da hišo probaš z minimalnimi posegi prenoviti oziroma bolj zadržanega pristopa pri prenovi. Ampak v tem primeru, naša hiša, tipski projekt, kot sem že večkrat povedala, je imela edina v vasi sleme obrnjeno v drugo smer kot vse ostale hiše na tem platoju. Vse ostale hiše imajo sleme vzporedno s plastnicami, naša je bila pa pravokotno na plastnice. To je prvi vidik, v smislu širše vasi. Drugi vidik pa ta, da je imela sleme vzporedno s krajšo stranico hiše. Zaradi tega je izgledala še bolj visoka, seveda potem mansarda pride višja, kar je včasih jim strašno prav prišlo. Pride višja hiša, še bolj monolitna, še bolj visoka, bolj kockasta. Tako da vedela sem, da če bo obrnila sleme okrog, prvič bova izboljšala videz same vasi, ker se bo mogoče bolj anonimno vklopila v to vaško tkivo. Kot drugo pa bova tudi njen izgled kot hiše same izboljšala, bo dobila lepše proporce, bolj skladne. Je pa res, da bo izgledala drugače. Tako da tukaj je bila ena velika vojna v meni, v bistvu. Skozi sem govorila, hišo z minimalnimi posegi prenoviti, hkrati smo ji pa v bistvu eno tako radikalno stvar naredila. Ampak se mi zdi, da je bila odločitev pravilna, ker zdaj v bistvu v vas se bolj anonimno vklaplja, kar na nek način je bil tudi moj namen. Da ne bi več tako iz svojo pojavnostjo vpila ven iz vaškega tkiva. V notranjosti pa so bili posegi še zahtevnejši. Ja, v bistvu v notranjosti. Tako, hiša v bistvu ima znotraj obodnih sten dve križni nosilni steni. V bistvu smo znotraj teh križnih sten vse 4 stene s preboji povezali, tako da imamo zdaj v pritličju v bistvu tak open space skozi celo pritličje. In to je bil kar velik konstrukcijski poseg. Smo mogli biti kar mačkeno kreativni, kako bomo to naredili, da smo hkrati zadostili še statičnim in potresnim zahtevam. Tako da smo v bistvu znotraj teh prebojev umestili jeklene preklade na betonskih stebrih. Potem smo te preklade med sabo povezali v enoten konstrukcijski sistem in s tem v bistvu tudi statično utrdili hišo, ker seveda ta hiša nima nobenih potresnih vezi na obodnih stenah, niti horizontalnih, niti vertikalnih.
Tako da sva se potem s tatikom včasih hecala, da če kdaj pride potres na našo hišo, bo v bistvu, po moje, bodo zunanje stene se porušile in bo sem ta notranji nov križ ostal in nosil hišo, ker pač smo jo tako utrdili. Se ti zdi, da je bilo potrebno sklepati veliko kompromisov, preveč, ali si ohranila svoj osnovni koncept in vizijo prenove? Kompromisi vsekakor so. To je dejstvo vsake prenove. In se mi zdi, da moraš biti že v začetku procesa pripravljen na kompromise. Ampak hkrati je pa mogoče bila znotraj tega tlorisa, zelo tipskega, ta sreča, da se je dalo v bistvu organizirati zelo lep in odprt tloris znotraj tega. V bistvu sem si vzela zunanje stene kot okvir, znotraj katerega jaz zdaj probam ustvariti tisto, kar meni odgovarja. Dejansko smo tloris v bistvu čisto okrog obrnili. Če povem, prej smo imeli na južni strani, ki ne bi bila najbolj kvalitetna stran hiše, smo imeli vhod, stopnišče, špajzo in pa, se pravi, shrambo in WC. Tako da dejansko najbolj servisni pas hiše je bil na jugu. Tako da zdaj smo to v bistvu obrnili okrog in imamo v bistvu na jugu dnevni prostor, stopnišče seveda ostalo in veranda, ampak tako se je dalo tudi znotraj tega tlorisa poiskati tak kompromis, ki mi je odgovarjal. No. Je bilo to povezano z spremembo slemena? Ne, v bistvu ta sama sprememba ni bila povezana s spremembo slemena. Mogoče organizacija mansardnih prostorov, pritličje bi pa v bistvu tudi brez spremembe slemena lahko dobro funkcioniralo. V bistvu je bilo ključno povezava znotraj teh nosilnih sten. Tako da v sredini smo zdaj ohranili tako jedro, kjer bo naša peč. Tudi včasih je bila tam krušna peč, zdaj bomo še enkrat dali nazaj lončeno peč. Tega se zelo veselimo. In pač je omogočal ta tloris to spremembo. Kako intenzivni oziroma kako invazivno vstopiti s prenovo v to hišo? Kako je posodobiti? Mogoče da dam tukaj še eno podvprašanje. Kako pa je z novo tehnologijo, ki vstopa v hiše v prenovah? Mi vemo, da hiše danes funkcionirajo z veliko nove tehnologije in drugačne tehnologije kot v času, ko so bile zgrajene. Kako ste se odločili, kako si se odločila, katero tehnologijo v to hišo vpeljati in katero ne? Bom rekla, da na nek način so bili določeni posegi invazivni, če pomislimo na menjavo slemena in na preboje nosilnih sten. Ampak so na nek način hkrati omogočili, da ta hiša živi z današnjim časom naprej. Se pravi, da odgovarja meni oziroma moji družini. Skratka, je omogočala, da to spremenim. Določeni posegi so bili pa tudi zelo nežni, v smislu, nekako nisva želela, da bi ta hiša zdaj nadaleč upila, tukaj sem, glej me, nova sem, oziroma pač nekako sva se odločila v zunanjosti za precej zadržan pristop. Analizirala sva slike, kako je hiša včasih izgledala, takoj, ko so ji naredili fasado in novo streho in sva se poskušala držati te materialnosti. Skratka, imela je v osnovi svetlosivo streho, sicer betonskega strešnika, mi smo zdaj dali opečnatega, neko tako bežkasto teranova fasado, peščenega odtenka, tudi mi nameravamo nekaj takega doseči, svetla lesena okna, vidno ostrešje, to bo v bistvu vse tako, kot je bilo, ampak v sodobnem izrazu seveda. Dobro vprašanje to s tehnologijo, to se mi zdi, da skozi se sprašujemo in smo skozi na tisti meji med kaj še vgraditi, pa kaj ne vgraditi, pa kaj v bistvu nam sploh te zidovi in višine zidov omogočajo. Recimo ena izmed takih vprašanj je bila rekuperacija. To je v današnjem času skoraj da obveza. Ti, če pridobivaš novo gradbeno dovoljenje, moraš tudi nekako pokazati, da se bo ta hiša prezračevala. Pač naša hiša ima nizke strope, to pač centralni prezračevalni sistem, ga nimaš kam dati sploh. Tako da to je bilo recimo eno izmed teh vprašanj. Tako da ne, mi centralnega prezračevanja ne bomo imeli, ker ga pač nimamo kam dati. Ker boste odpirali okna. Tako je, odpirali bomo okna. To potem druge, recimo, dobro, pametni hiši sploh nisva niti razmišljala, se nama je zdela, meni osebno in tudi možno, se nama zdi neka taka zdrava mera tehnologije ravno pravno. Tako se pravi, nisva pogrebila vse, kar današnja tehnologija omogoča v smislu pametne hiše in nekih prstnih odtisov in teh zadev, ampak tako, da še vseeno lahko
Mogoče nama je bilo vodilo to, da če kdaj pač ostaneva brez elektrike, da midva lahko še vse zakurva eno pečko, pa odkleneva vrata na ključ, recimo to. Ohrabljujoče, mogoče zadosti varnosti. Morda še to, stare hiše se ponavadi soočajo z starejšimi materiali, ki so, če bi to hiša iz 60 let, so stari zdaj 60 let, ti materiali, ki v času izvedbe te hiše niso bili tako kakovostni ali so bili kakovostni za tisti čas, seveda pa so bili tekom uporabe dotrajani. Na kaj sta naletela? Morda na vlago, plesen, se je kaj takega razvilo v hiši? Ja, v bistvu, ko so se midva vselila v hišo, je bila v kleti zelo veliko vlage in tudi plesni. In to je v bistvu bil najin prvi poseg v tej hiši, da smo se najprej odločila, da hišo zavarujemo pred propadanjem, tako da se znebimo vlage. Skratka, gotovila sva, ko smo začeli odstranjevati omet v kleti, da dejansko je bilo odvodnjavanje strehe čisto neustrezno izvedeno, saj je bil pač žleb speljan samo do zemljine, potem se je pa ta voda kar tako razlivala po kletni steni. Tako da to je bilo tako šokantno odkritje in v tisti sekundi smo potem odkopali pač zadaj jarek za hišo in pač naredili v bistvu še en manjši zidec, ki zdaj drži to ploščo, zato da smo odstranili v bistvu vir zemljine od zidu. Skratka, to v bistvu so presenečenja, na katere v stari hiši definitivno naletiš. Ampak to so tudi kakšna taka zelo zabavna presenečenja. Recimo, mogoče lahko povem eno anekdoto. V kletnih prostorih sva imela v garaži vrata, ki so bila široka samo 60 cm. In sva se z možem stalno spraševala, pa zakaj so ta vrata sem 60 široka, pa imamo dolgo steno, se je prostora veliko, komod bi bila vrata 90 ali kakorkoli. In je rekel mož, daj bom jaz to porihtal. In res se on loti, začne pač razbijati tisto steno in potem tako naleti na eno cev, pač kanalizacijsko cev. In jo je prebil seveda, ker pač ni vedel, da je. Skratka, in to je bila glavna kanalizacijska cev iz zgornje kuhnje nekdanje. In smo potem bili prisiljeni še tisto celo kanalizacijo zamenjati in jo spraviti v steno. Kakorkoli, oni so takrat dejansko kanalizacijsko cev kar naravnost po steni potegnili dol in žal je bilo to glih v vratni odprtini v kleti. In potem so se pač odločili, da zazidajo. Tako da to so take zabavne. Mislim, v tistem trenutku sicer to ni čisto nič zabavno, ko gotoviš kaj tacka, ampak ja, polnenih takih malih stvari. Presenečenja morda podaljšujejo čas izvedbe in povečujejo stroške. Kako sta tukaj našla? Moj prijatelj mi je enkrat povedal, da pri prenovah je potrebno upoštevati faktor pi, ker ko začneš, in vse, kar predvidevaš, moraš pomnožiti s faktorjem pi, da dobiš potem na koncu realno stanje. Kako se je pri vama izšlo? Kako se je pri nama izšlo? V bistvu tako je. Midva sva si na začetku predstavljala tako, čisto matematično, zakaj bomo midva zdaj to prenovila. Mava parcelo, mava hišo, zidovi so, se pravi kljukca. Novih zidov nama ni treba zidati, to je manjši strošek. Ok, naredila bomo nekaj prebojev, ampak to recimo lahko naredimo sami, ok, ne bo tak strošek. Potem vedela sva, da bo na novo pozidala mansardo, v redu, to pač prinese s sabo, finančno. Potem, skratka, mava gradbeno dovoljenje, mava plačen komunalni prispevek, to vse mava. Zakaj bi bila potem prenova dražja od novogradnje? Skratka, bom rekla tako, delno v bistvu je to res. Sploh v današnjem času, ko se mi zdi, da cene astronomsko naraščajo, je prenova definitivno se splača. Je pa res, da je pač moj mož hkrati tudi zelo mojster sam naredi in ima veliko veselje do tega in je veliko naredil sam. To pa tudi veliko pomaga. Tukaj pač njegov entuziazem do te prenove, jaz ga včasih iskreno zelo občudujem. Ima jeklene živce za štemljanje, tako bom rekla. Tako da ja, definitivno so presenečenja, pa definitivno so nepredvideni stroški. To vsak faktor. Mogoče za tega prenova tudi poteka dlje časa, razen če ti jo pač nekdo naredi na ključ. Ampak se mi zdi, da je to čar tega procesa, da to moraš mogoče malo v zakup vzeti, imeti malo entuziazma do tega.
a ne. Ne bom rekla, da je zabavno, ko ugotoviš, da glavna kanalizacijska cev v hiši poteka pri podboju vrat spodnjega prostora. To res ni zabavno, ampak mogoče iz distance pa se pa ne smeješ na ta račun. Zakaj misliš, da je primerov kakovostnih prenov hiš iz tega obdobja tako malo? In kaj ti to pove o našem odnosu do, recimo temu rečemo, ne tako stare dediščine? Ja, res je. To sem opazila tudi sama, ko sem iskala primere kvalitetnih prenov v tem času kot inspiracijo, kaj lahko naredim s to hišo, in dejansko jih lahko na prste preštejem, koliko jih je kvalitetnih. Mogoče bi rekla zato, ker še ni minilo dovolj časa, da bi znali to dediščino res ovrednotiti. Mogoče zato, ker nas še vedno spominja na eno to polpreteklo obdobje naših staršev. Mogoče še nimamo dosti velike distance do tega. Dejstvo je, da pač te hiše je ogromno in takih hiš, kot jo imava midva, s takim tlorisom je tudi v Sloveniji še ogromno. In dejansko pač slej ko prej bomo primorani nekaj narediti s tem, a ne. Pa poleg čustvene vrednosti, ker jaz verjamem, da hiše, ki so povezane z našimi družinami, z našo preteklostjo, smo navezani tudi čustveno, ampak če govoriva zdaj o neki arhitekturni vrednosti, zakaj misliš, oziroma kakšno vrednost imajo te hiše iz tega obdobja? A je problem v tem, da mi te vrednosti ne znamo brati, je ne znamo danes interpretirati, je ne znamo oživiti? Ja, verjetno vse od tega, in ne bi tudi rekla, da je to mogoče čisto samo problematika same gradnje iz tega obdobja. Se mi zdi, da ta problem ta naslavljanje tega obdobja mnogo širše, ne, tudi v kulturnem smislu in vse tisto, kar prihaja iz tistega obdobja. Rekla bi mogoče, da nekako imamo nek odnos do kulturne dediščine, recimo tiste avtohtone, slovenske, iz 19. stoletja recimo, jo nekako že znamo ceniti, a ne, nekako prepoznavamo v njej, da je to izraz naše kulture, ki jo je pa potem seveda ta tipska hiša v socialističnih časih čisto povozila, ne. Te hiše so pač še vedno danes gledamo na njih kot na neke neprilagojenke, kot na neke velikanke, polne, se pravi, polne preveč prostora, praznega vsebujejo, in da na nek način se je pač stil človeka in življenja toliko spremenil v tem času, da danes ne ustrezajo več sodobnim družinam. Hiše v svoji zasnovi niso majhne. Ne, sploh ne. Torej, s pametnimi potezami, s pametnimi priureditvami prostorsko lahko zadostujejo tudi večjim družinam. Ja, absolutno je to res, ja, večjim družinam. V bistvu lahko postanejo tudi stanovanjske hiše, a ne, to je ena izmed možnosti, ker res je, v konkretnem primeru naša hiša nima tako blazno velike kvadrature glede na potrebe današnjega človeka, ne. Vse skupaj ima malo več kot 200 kvadratov bivalnih površin, ampak so pa te hiše tudi mnogo, mnogo večje. In v takem primeru se mi zdi ključno, da se poišče pač pomoč enega strokovnjaka, tudi iz večjih področij, a ne, pa da se tudi ljudje, ki imajo te hiše, da se čim bolj informirajo, kaj narediti z njimi, a ne, da poiščejo pomoč arhitekta, oblikovalca oziroma res iščejo primere dobrih praks, čim bolj se informirajo. Zapisala si v svojem blogu, da si arhitektka po poklicu in po duši. Kaj to v bistvu pomeni? Ja, tako bom rekla, po poklicu, pač to je moj poklic, za katerega sem se odločila, ampak hkrati je to neločljiv del mene. Se mi zdi, da tudi v času, ko nisem arhitektka, to pomeni v prostem času, takrat, ko sem samo mama, samo žena, samo gospodinja, kakorkoli, takrat ne morem izklopiti tega dela sebe. To pomeni, da tudi ko se sprehajam po prostoru, name vplivajo stvari, jih ogledujem, jih opazujem, jih analiziram, a ne, se pravi, kamorkoli grem, vpliva grajen prostor name.
In da na nek način z dušo mislim to, da se mi zdi tako veliko poslanstvo, da lahko s svojim znanjem in pač s tem, kar sem naučena, pomagam ljudem, da dobijo svojo kvalitetno bivalni prostor, bivalno ugodje, kakorkoli, hkrati pa da delujem tudi v prid prostora, v dobro prostora. Se pravi, da sem kot en most med željami naročnikov in med tistim, kar prostor od nas kot strokovnjakov zahteva, oziroma kakor moramo kot strokovnjaki paziti na njega. To se mi zdi res blazno lepo poslanstvo in sem res zelo rada to po poklicu. S tem navdihom in s tem žarom si verjetno pristopila tudi k projektu prenove hiše Rozi in verjetno ti je tudi veliko dal. Kako bi opogumila še koga, ko bi te naslovil z vprašanjem, kaj storiti z mojo preveliko staro hišo iz 70-ih let, ki je grda in ne paše nikamor? Ja, res je. Pač ta hiša je bila hkrati zame ne samo birokratska prepreka, ampak hkrati tudi en velik čustven vrtiljak. Je le v končni fazi hiša, v kateri sem odrasla, in se mi zdi, da je bil zaradi tega še toliko bolj pomemben projekt, oziroma mogoče tako sem se malo še bolj na osebni ravni borila za njega. Tako se mi zdi, da do drugih projektov si malo bolj distanciran. Ampak vsekakor spodbujam, da bi se še kdo odločil za tak projekt oziroma za tako pot, ker se mi zdi, da v današnjem času je grajenega čisto preveč, da gradimo čisto preveč, oziroma da čedalje bolj poseljujemo našo zemljo, medtem ko stavbne mase je pa še zelo veliko. In vsem tistim, ki imajo tako hišo, bi rekla najprej iščite informacije. Pozanimajte se na raznih portalih, mogoče pejte pogledat kakšno hišo, ki je že prenovljena, poiščite kakšen portal recimo za prenovo, poiščite si strokovnjaka, ki se pač ukvarja s tem, se pravi kakšnega arhitekta, ki vam lahko čez drugačne oči pokaže, kaj vse se da narediti s tem prostorom. Vsekakor dobra baza informacij, pa ne se ustrašiti izzivov, ker izzivi v vsakem primeru so, če mogoče kaj pomaga ljudem, tudi pri novogradnji ne gre vedno vse gladko, pa kljub temu, da skušamo zminimalizirati te napake tekom gradnje, se splača. Definitivno se splača, če ne drugače, zaradi tega občutka, ko prideš v prostor, pa rečeš, jaz sem pa v bistvu, mi je uspelo malo reciklirati hišo, oziroma sem uspel to hišo popeljati v 21. stoletje. Zdaj je to lahko moj sodoben dom. Se mi zdi, da je to en tak zelo fajn občutek. Zato zelo inspirativno mislijo zaključiva pogovor. Hvala, da si bila moja gostja in vse dobro pri nadaljnjih projektih. Ja, najlepša hvala za vabilo in z veseljem.